Dober dan, dobrodošli nazaj v novem vlogu. Danes sem se odločil, da bo malo bolj na easy vse skup in bom naredil po dolgem cajtu spet Q&A. Ne vem, koliko je to zdaj Q&A 10 ali nekaj takega. Sem se pa v bistvu odločil, da ga bom naredil na tak način, ker vprašanj imam res full velik še za nazaj odgovoriti in bomo šli skozi 6 klasičnih vprašanj glede treninga v prehrane, bomo šli skozi 6 vprašanj glede biohackinga, pa še 6 vprašanj glede, ko bom pač na njih odgovarjal bolj kot nek filozofski odgovor, ko se pač tudi ful sprašujejo, pa mi jih je fajn odgovarjati. Teda to je v bistvu to. Rad bi se zahvalil vsem, posebej ženski populaciji, za feedback na delno postenje. Ful veliko vprašanj sem dobil, pa ful veliko pozitivnega feedbacka, tako da hvala lepa. Pa zahvalil bi se rad itak tudi svojim podpornikom v Patreon skupini, ki pač skrbijo, da se moj kanal razvija tako, ko se razvija, pa nasploh moje delo. Tako da, to je to, zdaj pa gremo na video. Prvo vprašanje je bilo fat burner, stranski učinki in ali je učinkovit, oziroma ali so učinkoviti. Zdaj je tek glede fat burnerja pač. Fat burnerji ne pomeni, da če ga boš vzel, boš pa zdajle shujšal za 10 kg v enem tednu, ali pa da si boš zastrupil ledvica pa jetra. Je res, da imamo veliko različnih fat burnerjev, imamo ene, ko imajo neke mogoče dodatek edini bolj kot ne kofein, pa imamo malo take bolj močne, ko imajo pa tudi dodane določene druge stvari. Tudi sem videl naprimer že fat burner z amfetamini, kar je načeloma pol že malo overdose vsega, ampak tudi to sem že videl. Naprimer najbolj klasičen tak, malo bolj hud fat burner je tisti, ko vsebuje efedrin. Je pa v bistvu tak, pač fat burner ne bo naredil nič kaj drugega, ko pa samo med treningom boš mogoče imel malo več oziroma imela malo več energije za narediti trening. To je načeloma vse, kar naredi fat burner, če naredi to. Termični učinek, ki ga ima, da kao pokurimo več kalorij, je v bistvu zaradi kofeina, če je, tako da bi spili naprimer en ali pa rečemo 2 malo močnejša kafeja in to mogoče na dnevni ravni pokuri 120, 150 kalorij več, kaj takega, če gledamo. Ok, se bi lahko en dal pač argumenta, ne, ja, pokurim 130 kalorij več na dan zaradi tega termičnega učinka. Ja, je mogoče res, ampak na dolgi rok, če se predoziramo, oziroma če pač jemljemo neke fat burnerje, ko imajo, ne vem, 300, 400, 500 mg kofeina noter, bo pol tudi zaradi tega, ne glede na to, kdaj ga vzajemo, tudi če ga vzajemo zjutraj, mogoče slabši spanc. In med spancem se dogaja cela obnova, med spancem se dogaja bolj kot ne rekel, da se glih dogaja hujšanje, ampak spanc je glavni del za pokazatelj telesu, kaj naj naredi. In če bo slab spanc, pol načeloma tudi tisti fat burner, ko ga bomo mi jedli, na dolgi rok ne bo koristil. In izguba telesne mase se gleda na dolgi rok, ne na kratek rok, ko lahko ti v enem tednu ali pa v enem mesecu zhujšaš. Teda to je v bistvu moj take na fat burnerje. Pač, če vidiš, da imaš več energije na treningu, pa da ti paše, da ga boš vzela oziroma vzel, ni nobene panike. Glej pač, koliko ima tistega kofeina, pa če ima neke glupe substance, tako so efedrin ali pa ketamini, pač tam mogoče malo pazi za količino, ko ga boš vzel. Ne pomeni pa, da zaradi tega, ker pa ti vzameš fat burner, pa zdaj na treningu bolj švicaš, pa to pomeni, da več maščobe oziroma pač več telesne mase zgubiš. To pa ni res. Tako da, lahko so dodatek kot energijski dodatek treningu, to je pa to. Ok, gremo naprej. Kako najboljše nad podkožno maščobo poleg energijskega deficita? Ok, zdaj tule si v bistvu že sam odgovoril, ali odgovorila, ne vem, kdo je to vprašal, ali je bil fant ali punca. V glavnem, deficit je v bistvu glavni, oziroma po mojem mnenju je še vsem spanc mogoče malo nad deficitom, ampak spanc pa kalorijski deficit sta dve glavni stvari. Pa imamo tule zraven še itak prehrano, ki te 3 stvari sestavljajo 90% tega, kar ti rabiš za izgubo podkožne maščobe, oziroma za nasploh izgubo telesne mase. Pol pa kaj lahko še narediš, mogoče da še v bistvu povečaš izgubo tiste telesne maščobe. Prva stvar je telesna aktivnost, ker bo dala impuls mišicam, da jih rabimo, kljub temu, da kao jemo premalo, oziroma na kakršenkoli pač način telo zazna kalorijski deficit, bo ohranjalo malo več mišične mase. Pri začetnikih se celo lahko zgodi, da se mišična masa poveča, pa maščobna masa hkrati zmanjša, kar je super, ampak to se dogaja pač bolj pri začetnikih, oziroma če res dobro
speljemo celo zadevo, tudi pri kakih malo bolj izkušenih. Pol pa jaz osebno priporočam še delno postenje. Za žensko populacijo smo itak že razčistili na kak način, pri moški je to malo drugače, moškemu lahko skoraj vsakmu priporočaš delno postenje, ampak še vsem itak se pogleda njegov lifestyle, pa to, da ne bo kdo narobe razumel. Pol je pa na primer še izpostavljenost mrazu bi priporočil, zaradi tega, ker to malo lahko koristi pri tem, da v telesu nastaja več rjave maščobe, ki je pol dejansko metabolno aktivna, ki pa nastaja s konverzijo bele maščobe, se pravi, iz bele maščobe bela maščoba se spremeni v rjavo, rjava je pa pol termično aktivna, pa se lahko porablja oziroma pokuri malo več kalorij. Zdaj to ni tako, da bomo mi na teden zgubili pa namesto 1 kilo, 1,5 kilo, ampak če se gremo, kaj lahko še naredimo poleg deficita, poleg spanca, poleg telovadbe, je delno postenje pa mraz, oziroma izpostavljenost mrazov sta po moje dve najboljši stvari, ko jih lahko naredimo. Zdaj, prehranskih dodatkov ni nekih takih, ko bi jih jaz ful priporočal za dodatno izgubo telesne maščobe, zaradi tega, ker jih načeloma tudi ni, razen če govorimo o kakih anabolnih steroidih, sam to zdaj ni poanta. So pa mogoče dodatki, ko bi jih lahko vključil v kao kot izgubo maščobe, so pa v bistvu mogoče kreatin, esencialne aminokisline pa whey. Ampak to je bolj kot ne samo zaradi tega, da med tem, ko imamo kalorijski deficit, je vnos beljakovin dovoljšen oziroma zadosten, zaradi tega, da čim bolj zmanjšamo izgubo telesne mase mišic oziroma mišične mase. Zato je v bistvu to, ni nekaj za filozofirati tule. Naslednje vprašanje je, optimalno število ponovitev za naset za hipertrofijo, low rep versus high rep v isti vaji, ja ali ne? Zdaj, trenutno za hipertrofijo raziskave kažejo, da so najbolj pomembne 3 stvari. In to je amplituda giba, volumen, ki ga povzročimo z nekim bremenom na tisto določeno mišico, pa mišična obnova. Zdaj, če kjerkoli od teh 3 stvari ne štima oziroma ni optimalna, ko hočemo povečati mišično maso, pač mišična masa ne bo povečana tako, kot hočemo, oziroma na tak optimalen način. Pa druga stvar, kar še kaže raziskave iz vidika volumna oziroma intenzivnosti, je pa to, da načeloma je nekaj najboljš za večino populacije 8 do 10 serij za mišično skupino, se pravi, če delamo za biceps, 8 do 10 serij za biceps, plus da je vsaka tista serija, naprimer, če si izberemo 10 na teden, da ima od 8 do 12 ponovitev. Zdaj pa, kaj to pomeni v praksi pol, lahko delaš tudi, ne vem, 7, 6 ponovitev, če te bo to privedlo do odpovedi. Pa je pa ena stvar, ko jaz mislim, da je pa v bistvu bolj pomembna iz klasične hipertrofije, kot pa sam volumen pa neka intenzivnost pa to, je pa to, da povečamo maksimalno moč. Oziroma, niti ne toliko, da zdaj ciljamo na tem, da bomo dvignili ne vem kakšne deadlifte pa počepe. Bolj je fora v mišični aktivaciji. Bolj, ko bomo lahko mišice mi aktivirali, to hoče tudi bodybuilderji doseči s tem, ko grejo do neke odpovedi, pa polodaje ekscentriko. To pomeni, da res hočejo vključiti čim več mišičnih vlaken. In to najlažje naredimo, brez da se kaj utrujamo z ne vem koliko ponovitvami, pa z ne vem kakimi ekscentričnimi vajami, da dejansko samo vključimo v trening za eksplozivnost oziroma za maksimalno moč. Zdaj, najboljš, kar lahko naredimo, je ali maksimalni deadlift, maksimalni bench, pa maksimalni počep, to so 3 vaje, ko v bistvu zdane celotno telo skoraj, pa imamo pa olimpijske dvige, oziroma samo dele olimpijskih dvigov, ali pa neko pliometrijo. Pliometrija je v bistvu mogoče iz vidika mišične aktivacije še bolj, zaradi tega, ker bo tudi zravno vključila še malo več tetivnih kompleksov. Tako da, iz vidika hipertrofije bi jaz dal na prvo mesto mišično aktivacijo, se pravi, mišična aktivacija je tule in pol gremo dol volumen, ne vem, volumen se pravi 10 serij na teden za eno mišično skupino, pol gremo na mišično obnovo, to v bistvu so hranila pa spanc, pol imamo pa zadnja stvar je pa, tako sem prej rekel, amplituda giba, pa že ne delamo za nekih polovičnih ponovitev pa ne vem kaj. Se pravi, še vseeno mišična aktivacija oziroma maksimalna moč je po mojem mnenju najbolj pomembna, zaradi tega, ker mislim, da velikokjer bodybuilder bi lahko, če bi dodal neke maksimalne dvige, še mogoče za une par procentko, ko jih pač oni itak skozi iščejo, zato ko so že pač celi taki, da iščejo samo une male procentke, bi jim mogoče koristilo. Ok, naslednje vprašanje je, kardio ali hit za izgubo maščobe? Zdaj, ko imamo poskrbljen kalorijski deficit, prehrano pa spanc, pol je načeloma tu tako, da sta obe dve stvari iz svojega vidika pač dobri. Jaz bi itak ukorporiral obe dve stvari na tedenski ravni, zaradi tega, ker je zdaj tak. Najbolj se razlikujeta v tem, da naprimer kardio, kot nizkointenzivno neko vadbo, lahko delamo vsak dan tudi 2-krat. Hit, visokointenzivno mišično naprezanje, pa
ni najboljš, oziroma jaz tudi odsvetujem, da se dela vsak dan in bi ga delal maks 4-krat tedensko, pa že to je po mojem mnenju velik. Tako da rečemo 2 do 4-krat na teden se dela hit, kardio navaden se lahko dela pa čisto vsak dan tudi po 2-krat. Zdaj pa, kaj moramo pa pri vsaki teti posamezni aktivnosti paziti, oziroma moramo biti pozorni. Pri kardio je to, da za nek učinek kurjenja, oziroma da bi pač malo izboljšali metabolizem maščob, oziroma kurjenje maščob, mora kardio trajati dolgo časa, se pravi tam od 1 ure dalje, oziroma od 1 ure pa pol dalje, tam 1 ura pa pol do 2 uri. Pri hitu je pa fora to, da zaradi tega, ker je ful visoko intenziven, naredi ful visok, oziroma ful kisikov dolg v telesu in pol na dnevni ravni zaradi tega pokurimo, ne vem, 200 do 300 kalorij več. Ampak je pa toliko bolj intenziven za živčni sistem, ne samo mišični sistem, ampak tudi živčni sistem. Zato ni fajn, da se dela, ne vem, vsak dan ali pa vsak dan 2-krat. Tako da, kardio lahko vključimo tudi kot nek regeneracijski trening, zaradi tega, ker je nizka intenzivnost, dolgo traja, fajn bomo oksigenirali telo, prekrvavili. Hit pa lahko vključujemo predvsem takrat, ko izgubljamo mišično maso, oziroma ko nam je cilj izgubiti maščobo, zaradi tega, ker da ful močni impuls telesu, da kao rabi mišice, zaradi tega, ker pač mi delamo nekaj intenzivnega. In zdaj na pamet govorim, ampak mislim, da sem že zasledil raziskavo, oziroma vsaj članek, to 100%, da hit pomaga ohranjati malo več mišične mase. Ampak spet je dvorezen meč, če boš delal pa 6-krat na teden hit, pa boš imel kalorijski deficit, pa lahko da boš pokuril dejansko več mišic. Tako da, oboje dvoje je super, ena stvar je nižje intenzivna in traja dlje časa, ampak jo lahko delamo večkrat na teden. Ena stvar je pa bolj intenzivna, traja manj časa, pokurita pa približno oba dva, če bi mogli gledati pol na tedenski ravni oziroma na dnevni ravni, načeloma isto pač kalorij. Tako da, kar ti bolj paše, to deli. Sam pazi, da ne pretiravaš ne z enim pa ne z drugim. Naslednje vprašanje je, hej, mnenje o microbiome diet. V bistvu je mikrobiom dieta še ena, ne morem reči glih ekstremna dieta, ampak ena dieta, ko bi lahko dal v klaso, naprimer, delnega postenja, nizkohidratna dieta, visokohidratna dieta, pač tudi neki malo bolj ekstremne oblike diet, ko niso sam osredotočene na kalorijski deficit, ampak na malo večji poseg v prehrano. Zdaj, z nobeno dieto, oziroma z nobenim prehranskim režimom nimam nobene panike, oziroma ne rečem, da je noben slabši od drugega ali pa boljši od drugega. Fora je samo na teti, ko so malo bolj ekstremni, tako so teti, ko sem jih zdaj naprimer naštel. Je po mojem mnenju največji pozitiven učinek njih, da jih delamo za določen čas. Naprimer, carnivore dieta je ena izmed boljših primerov, ko jih lahko dam. Carnivore dieta ni dieta, ko bi jo sam upal trenutno trditi, da je to najboljša dieta za večino populacije, za celo življenje. Ampak je pa ena stvar, ko mislim, da lahko vsaj izpostavi, če ne celo pozdravi, določena avtoimunska stanja, zaradi tega, ker pač je res ultimativna izločevalna dieta. In se pač dela 2 do 3 mesece, vidiš, kaj je narobe, oziroma če je pač tvoj cilj neko stanje ugotoviti, kar pač imaš, in pol pač po 3 mesecih začneš vključevati nazaj sadje, zelenjavo, karkoli, žitarit, ne vem, da priješ na neko čim bolj raznoliko dieto. Tako je pa isto mikrobiom dieta. Pač mikrobiom dieta je v bistvu temelji na tem, da ti kao uredi, ampak predvsem ti spremeni mikrofloro v črevesju, kar je lahko zdaj enim povzroča, eni naredijo tako, da jim ful paše, eni bo pa povzročalo prebavne težave, zaradi tega, ker se bo razmerje bakterij, oziroma, razmerje bakterij se bo porušilo, oziroma malo spremenilo, ali pa fejst spremenilo, in to ni nujno vedno dobro, zaradi tega, ker v mikrobiomu itak ne vemo skoraj nič. Tako da, mikrobiom dieta, sprobi, če te zanima, pač lahko na sebi. Imam tudi en vlog, ko se bo zdaj tole gor pokazal, pa si lahko tam greš gor pogledati, še čisto bolj natančen odgovor o mikrobiom dieti, pač nič ni narobe z njo, ampak je še, tako sem rekel, ena izmed bolj ekstremnih vrst prehranjevalnega režima in pač je potrebno paziti, kaj se dogaja s tvojim telesom, ko jo bo začel uporabljati. Zadnje vprašanje iz teh normalnih vprašanj je pa v bistvu, kaj bi svetoval nekomu, ki ga muči anksioznost. Zdaj, pač, no, to vprašanje je preveč kompleksno, da bi lahko odgovoril zdaj, to naredi, pa ne boš več anksiozen. Jaz lahko samo povem, kaj načeloma skoraj ziher lahko pomaga, in to je, da urediš spalne navade, da urediš prehranjevalne navade, pa da urediš fizično aktivnost in pa seveda druženje, oziroma da se zaupaš nekomu, komu zaupaš, svoje težave, kaj se ti pojavlja, kdaj se ti pojavlja, če se to že dolgo pojavlja, je pa itak še vedno najboljš, da greš do enega strokovnjaka, pa pač to rešita. Zaradi tega, ker anksioznost ima toliko različnih stvari, isto kot depresija,
ne moreš glih tega dvojega ločiti. Ampak, naprimer, depresija lahko izhaja iz genetike, lahko izhaja iz inflamacije v črevesju zaradi gut-brain axisa, lahko izhaja zaradi slabih prehranjevalnih pač toliko je stvari, da ne bi mogel zdaj tule natančno odgovoriti. Teda, jaz ti priporočam, da greš čim prej do strokovnjaka, če pa ti je butasto nerodno karkoli do strokovnjaka, ni panike. Najboljšemu prijatelju, mami, atano, komor pač najbolj zaupaš, pač začni z eno osebo. Pa sam eni osebi povej, pa mogoče tisto osebo proba takaj rešiti, ali pa ti tista oseba kaj svetuje, pa vidi drug pogled. Naprimer, če ti nekaj povzroča anksioznost, pa mu poveš, kaj ti povzroča, pa ti on poje, aha, ok, mogoče pa to gleda na drug način, pa mogoče sam s tem zniža ta anksioznost. Ampak še vseeno je pa moje mnenje, če bi že mogel, kar je pa skoraj univerzalno, da ti lahko svetujem, je pa skoraj ziher v prvi vrsti spanc, v drugi vrsti pa fizična aktivnost, pa prehrana. Pa v naravo idi, pač nadihi se zraka, dobi svetlobo v očke, malo se sprehodi, podruži se z ljudmi, z živalimi, bi znalo pomagati. Ampak tudi res ne morem nekega bolj konkretnega odgovora dati. Ok, zdaj gremo pa na vprašanje o biohackingu. Prvo vprašanje je, kdaj je optimalna deep tissue masaža, Hypervolt takoj po vadbi pred spanjem zjutraj. Zdaj, načeloma je tak, da jaz ne bi rekel, da je Hypervolt oziroma kjerkoli ona pištolica deep tissue masaža, še posebej, če se masiraš sam, zaradi tega, ker naprimer, če držiš v eni strani ono pištolo, pa se masiraš vsem ta stran cela napeta, pa mogoče zamenjaš, pa druga stran se ta stran nazaj napne. Tako da, pač Hypervolt, pa valčkanje, pa nek stretching po treningu je ful dober za mogoče sprostitev malo fascij, pa mogoče malo kot prekrvavitev, pa tako da metabolite splahnejo mišice, ker je tudi pokazano, naprimer v moji diplomski se je pokazalo, da je aktivna regeneracija, se pravi s hojo pa s predihajanjem, je isto učinkovita oziroma valčkanje je isto učinkovito kot to, bolj ko ne sam zaradi tega, ker pač prekrvavi pa malo potisne une metabolite po krvi, da se pač lažje pač gre v cirkulacijo, pa se pol porabijo. Tako da, prav deep tissue masaža, da bi pač res šli kot za neko mišično sprostitev, bi pa jaz priporočil, da se gre itak prvo kot prvo handmu maserju, ko to pač dobro zna delati. Zdaj pa, če bi mogel reči, ne, mislim, da je bilo to vprašanje, ali takoj po vadbi pred spanjem zjutraj. Od teh treh naštetih, naprimer, takoj po vadbi, niti približno, zaradi tega, ker takoj po vadbi boš mišice sam še bolj na trgu, kar načeloma si ne želiš, se posebej, če je bila vadba neki ful agresivna za tvoje telo, pol je bilo pred spanjem ali pa zjutraj. Zdaj, mislim, da je boljša opcija, če že pred spanjem, zaradi tega, ker bo tudi pol, če je bila neka deep tissue masaža, pa da ni bila glih športna, kot je pač, res pač vse boli, kot jo delajo, dejansko lahko pripomore k spancu, zaradi tega, ker tudi sprosti malo centralni živčni sistem, teda po moje, ja, je najboljša opcija pred spanjem za deep tissue masažo. Pa tudi, ne vem, 2-krat na teden več, mislim, da deep tissue masaža ni potrebna, če je vse drugo prilagojeno. Če pa rabiš večkrat kot 2-krat na teden deep tissue masažo, pol si pa ali vrhunski športnik ali pa nekaj delaš narobe. Tako da, na tak način bi jaz naredil. Ok, pol imamo naslednjo, je kakšna tehnika, vaja ali prehranski dodatek za izboljšanje vida. Zdaj, tu je pa tek, razlogov za poslabšanje vida je itak več. Lahko je da imamo v genetiki že, lahko je nasploh starost, lahko je pa, kar je najbolj pogost in na tega se bomo osredotočili zdaj, in to je strmenje v ekran. Zdaj, naprimer, telefonski zasloni so še bolj nevarni iz tega vidika, kot pa naprimer računalniški, zaradi tega, ker je še manjši ekran, ne. In tu je v bistvu fora, da ko ti gledaš v ekran, oziroma ko pač mi gledamo v ekran, ali telefon ali računalnik, morajo zaradi tega, ker so tam mali napisi, male črke, more mišica v očeh oziroma mišice okoli oči morajo zelo močno fokusirati, da pa se osredotočijo na tisto eno besedo oziroma pač ko mi nekaj beremo, nekaj gledamo. In če mi konstantno gledamo v ekrane oziroma konstantno gledamo v telefone, se tiste mišice pač dejansko sploh ne morejo sprostiti. In pač enkrat vse pride do konca, a ne, pač mišice tudi niso neskončno vzdržljive in zaradi tistih mišic lahko pride, oziroma zaradi utrujenosti obrabe tistih mišic lahko pride do poslabšanja vida. In to se zdaj, po mojem mnenju, najbolj pogosto dogaja, ko pač vidim, zakaj imajo, ne vem, 16-17-letni otroci očala, zaradi tega, ker pač so mogoče malo preveč pred ekrani. Zdaj pa, kaj je najboljš, da lahko naredimo tule pač? Zdaj to ni noben fancy prehranski dodatek, ampak je dejansko, da ne vem, na vsake pol urce ali pa 40 minut naredimo 2 do 3 minutno pauzo, pa če smo prej gledali v ekran, kjer je fokus skozi na neki točki in morajo pač očke oziroma mišice okoli očk ful delati, gremo nekam, da lahko pogledamo skozi okno, ali pa gremo ven, še bolj, da gremo še na svež zrak zravno, pa pogledamo nekam, kjer lahko pogledamo čim dlje.
Zdaj, mogoče to sicer nelogično čuje, ampak ko bomo mi gledali nekam, kjer je naprimer neka gora ful daleč oddaljena, tam telo oziroma oči ne rabijo biti sfokusirane, da pač vidijo tisto sliko in se lahko dejansko tiste mišice sprostijo. Teda to je prva stvar, ko jo lahko narediš. Pogled nekam v daljavo na vsake 40 do 50 minut. Druga stvar je, da miško naredimo na bolj občutljivo. To pa zaradi tega, ker v bistvu, če bo miška letala levo pa desno, se oči ne bojo mogli tako sfokusirati na njo, ker bojo bolj lovile, a ne. In ne bojo, pač malo zmanjšala se bo napetost. Ne bomo za neki fullback naredili, ampak to je ena od stvari. Potem pa še zadnja stvar je pa v bistvu, da ekran mogoče malo bolj oddaljimo, da nismo glih tek pred ekranom ali pa da telefon ne gledamo od tule, a ne, da smo vsaj malo dlje. To so 3 stvari, ko bi jih jaz naredil glede tega, da če v bistvu je prišlo do tega zaradi tega, ker si ful na računalniku oziroma pač ker imaš tak šihce, ne moreš kaj, da pa se ti je vid poslabšal. To so 3 najboljše stvari po mojem mnenju, ko jih lahko narediš. Pol pa 2 dodatka, ko sta pa v bistvu po mojem mnenju ful zanimiva, sta pa vizomitin pa karnozin, se mi zdi, da sta. Vizomitin pa karnozin, ja. Je pa se v bistvu pokazalo pri eni študiji na podganah, da so dejansko, če je prišlo do degeneracije očesne strukture, pa so jim dodajali karnozin pa vizomitin, so dejansko regenerirale mišične strukture se nazaj na 100% in so pač povrnale vid podganam. Če bom najdel to študijo, ko vem, da sem jo bral, bom še tole delil, če bo koga slučajno zanimala. Ampak to sta dejansko 2 dodatka, ko pomagata, če prihaja do poslabšanja vida zaradi degeneracije nekih struktur. Naslednje vprašanje je 5-HTP, mnenje o uporabi zaradi stranskih učinkov. Zdaj, 5-HTP je ena v bistvu molekula, oziroma je prekursor triptofana, triptofan je pa v bistvu prekursor melatonina. Zdaj, 5-HTP se uporablja ponavadi po nekih rave nočih ali pa po kakih psihadeličnih izkušnjah, in eni ga uporabljajo tudi, naprimer, ko imajo anksioznost ali pa depresivno motnjo, oziroma pač karkoli od tega bolj blage itak, ker pač samo naprimer, po nekemu, ko mi spraznimo serotoninske ali pa dopaminske zaloge, nam ful pade počutje in pač 5-HTP v bistvu naredi, da tisto počutje ne pade tako drastično in malo bolj regulira to. Na tak način naj bi kao, oziroma zaradi tega naj bi se uporabljalo. Zdaj, kakor jaz vem, doze nekje do 300 mg načeloma ne bi imele stranskih učinkov, ki so bolj driska pa porušenost določenih nevrotransmiterjev. Če pa gremo čez to, pa če prepogosto uporabljamo, se pa itak lahko zgodijo. Predvsem, moje mnenje je, jaz mislim, da je bolj problematično iz nevrotransmiterjev, ki so pa pol odvisni za proizvodnjo serotonina, dopamina, melatonina, pač vseh tetih načeloma nekih hormonov, ki regulirajo pol cel naš sistem. Zdaj, načeloma, dokler da se to uporablja enkrat na mesec na nekem rejvu oziroma po rejvu ali pa tu pa tam za kako nižanje anksioznosti ali pa depresije, pa če ti pomaga, pol, lej, tule nimam kaj zareči zaradi tega, ker to ni zdaj nek škodljiv dodatek, ampak če se pa to misli uporabljati na vsakodnevni ravni, je pa lahko čisto vse škodljivo, če se ne uporablja tako, kot je treba. Tako da, če imaš koga bolj kemično usposobljenega kot sem jaz, oziroma kemijsko, ali pa zdravnika, rajš njega vpraši. Jaz mislim, da doza do 300 mg načeloma ni neki pač glede stranskih učinkov pač problematična, ampak še vseeno ne na vsakodnevni ravni. Naslednje vprašanje je, kako najprej pozdraviti prehlad? Tu sta 2 najpomembnejši stvari po mojem mnenju, ko sta spanec oziroma počitek in pa kalorijski vnos. Pa hranila še mogoče, ampak vse to spada pod to. Prvo kot prvo spanc, tam se dogaja obnova in tam bo telo lahko naredilo to, kar je treba, zaradi tega smo tudi dejansko bolj utrujeni. Druga stvar je pa, da veliko kdo pozablja, da če imaš nek prehlad ali pa neko bolezen, kjer se pač ti vročina poveča, pa obležiš, pa to pa se skozi neki švicavaš zaradi tega, ker pač se pregrevaš, se dejansko kalorijski vnos oziroma kalorijska poraba telesa poveča takrat, tudi če skozi ležimo. Tako da ne smemo pozabiti, da jemo dost, pač dost moramo jesti. In zdaj se pa zgodi na prehladu, naprimer tudi, da ljudje ne morejo dost pojesti, tam bi se pa jaz bolj osredotočil na hranila, ki pa bi mogoče za prehlad lahko bila česen, oziroma nek ekstrakt česna, cink, baker, malo višja doza vitamina C, da se bo pač lahko dejansko vedel tako nek antioksidant, ker je pač eden izmed ful močnih antioksidantov, mogoče vitamin E, pa kolostrum. Kolostrum je en izmed najboljših dodatkov tetih, ko sem zdaj naštel, če ga damo takrat, ko že imamo prehlad zaradi tega, ker ima ena proti telesa, pa lahko malo pomaga. Potem imamo še pa 2, ko sta v bistvu bolj zanimiva, je pa eno je savna, ko lahko pomaga, če ni zdaj prehlad prehud, da se boš tam sesul med savno oziroma sesula, teda to pač moraš sam pri sebi vedeti. Pa malo višja doza melatonina, tam neki 50 mg, oziroma vidim, da so tudi rektalne oblike tam okoli 180 mg, samo to po moje greš spat za 2 leti, ampak rečemo tam med 50 pa 150 mg melatonina, ki bo v bistvu v prvi vrsti poskrbel za
spanc, zato ker te bo odrezalo. Druga stvar je pa, je ful, če ne skoraj top 5 antioksidantov, ko jih lahko telo damo. In lahko pač mogoče malo pomaga. Teda to so pa v bistvu taki prehranski dodatki. Še vedno pa na prvem mestu počitek, pa kalorijski vnos, pa ta prava hranila. Naslednje vprašanje je eterična olja, katera bi imel oziroma imaš kot essential. Zdaj je tako, da jaz najbolj uporabljam sivko za pred spanjem, pa vrtnico za pred spanjem, pol imam pa origano, limono pa meto. Teda to je teh 5, ko bi jih jaz uporabljal. Teda čisto kratek odgovor, to je to. Ok, to zelo je zanimivo. Nimam žolčnika, zato mi primanjkuje vitamina K, s katero hrano ga lahko dobim največ. Hvala. Zdaj to je v bistvu aktualno tudi zdaj, ker pač se je povečala uporaba oziroma jemanje vitamina D, ki v bistvu ga jaz sam priporočam, da se jemlje ob vitaminu K z kalcijem, zaradi tega, ker vitamin D pomaga, da se sprostijo da se v bistvu aktivirajo eni proteini, ki bojo sintetizirali vitamin K. Vitamin K pa poskrbi za pravo absorpcijo kalcija, ker če je vitamina K premalo v krvi oziroma v telesu nasploh, ko mi suplementiramo kalcij, pol lahko povzroča se v žilah kalcinacija. Zdaj pač, če žolčnika nimaš, se pač takoj poslabša razgradnja maščob. Zaradi tega, ker žolčnik dejansko skrbi, da sprošča določene encime, ko bojo pač pol prebavljali maščobo. In tu pač v bistvu nastane problem, ker pač vsi topni vitamini v maščobah se pol slabše sintetizirajo oziroma se slabše prebavljajo in to je tudi na primer vitamin K. Zdaj mogoče tule boljš posegati malo bolj po rastlinskih virih vitamina K. To so na primer por, pa špinača, pa nasploh zelenolistnata zelenjava, ki je pa potrebno tudi pol pravilno pripraviti. Se pravi, eno se mogoče malo bolj dolgo kuha, eno se mogoče malo manj dolgo kuha, eno se pari, eno se peče. V glavnem, to je najbolj, da si pol pogledaš, kdorkoli pač ima tak problem še, da si na tak način pol pripravlja to zelenjavo oziroma rastlinski vir K vitamina. In to je v bistvu vitamin K1, pomamo pa še K2. K2 je pa po moje najboljši vir kislozele. Zadnje še pa oblika K3 vitamina. To je pa v bistvu se ga najde bolj v fermentiranih izdelkih, tako je na primer nek kefir ali pa neko surovo maslo, pač bolj neka fermentirana živila. Tu je tudi še en plus polonih mikroorganizmov, ko v bistvu fermentirajo tisto snov, dejansko lahko poskrbijo, da se bo K vitamin lažje absorbiral oziroma vsaj prebavil v tvojem telesu in si s tem naredi še nek dodatni plus, če pač povečaš neke živila, ko imajo pač neko fermentacijo. Pa še glede dodatkov, so določeni dodatki, ko dejansko lahko podprejo delovanje jeter, pa mogoče malo pri proizvodni sluzi, ki jo pa itak rabiš zdaj za pač prebavo teh maščob. Zdaj se dodatke moraš sama najti, oziroma sam, ne vem, kdo je že to točno vprašal, zaradi tega, ker je pri vsakem sicer malo drugače, pa če sploh veliko kaj naredijo, je pa taurin, na primer, ko bo mogoče malo povzročil še sproščanje več sluzi, kar pač tudi bod pasljiv, da ga ne preveč jez, da ne boš preveč zasluzen ali kakorkoli bi temu rekel. Sicer tega še nisem naletel v kakšni literaturi, ampak taurin je en tak, ko lahko pomaga pri tem, če je žolčnik odstranjen. Ok, zdaj gremo pa še na zadnje 6 vprašanj, to je pa iz one rubrike, ko so bolj filozofske narave in je v bistvu vse o vesolju, o raznih teorijah, o starih kulturah. Na tete pa v bistvu bolj odgovarjam zaradi svojega veselja, pač pa ker tudi rad filozofiram včasih. Prvo vprašanje je, ne morem pozabiti unih možgančkov v kozarčkih. Zakaj? Zdaj v bistvu to se gre o tem, da me je enkrat nekaj vprašal v simulacijski teoriji ali nekaj take, oziroma v teoriji, da smo pač v simulaciji, in potem sem sam rekel, da kaj pa, če smo mogoče mi samo eni možgani v eproetki oziroma v kozarcu od enih bolj naprednih organizmov, ki pač nam sam stimulirajo našo realnost. In potem je bilo to ful zanimivo in dejansko je zdaj to kao nadaljevanje vprašanja. Se pravi, ne morem pozabiti unih možgančkov v kozarčkih. Zakaj? Pač dejansko, če tako pogledamo, mi že zdaj znamo možgane vzeti mislim, da iz podgan in jih pol stimulirati in pol tisti možgani, ko jih mi z elektrostimulacijo pač pošljemo neke impulze v določen del možganov, lahko povzročamo, da oni možgani nekaj vidijo. Zdaj, ne bom trdil, da je to neko, da jim povzročamo neko kompleksno realnost, ampak znamo povzročati bolečino, ugodje, strah na tak način. In po tem takem, če imamo eno ful napredno kulturo, ko je pač, ne vem, milijon let bolj napredna kot mi, zakaj ni možno, da pač bi oni nas imeli samo v kozarčkih kot možgane, kot neke testne osebke in bi pač sam stimulirali nam realnost, ki bi pač bila prikazana taka, kako je. To je v bistvu bila ta teorija, zato je bilo to vprašanje. Pa se mi zdi še kar zanimiva. Naslednje vprašanje. A to pomeni, da če se zdravo prehranjuješ in ne ješ nekaj časa ali pa nasploh sladkari, da si pol fit?
To je v bistvu sam zato pod to rubriko spada, zaradi tega, ker pač beseda fit je sama po sebi relativna, zaradi tega, ker čist vsak bo besedo fit interpretira drugače oziroma pač definira drugače. Moje mnenje je, da si fit takrat, ko si če bi mogel reči, da imaš 1000 dni v svojem življenju, ko si v 80% tistih dni počutiš vredo, si naspan, si vesel, imaš energijo za, ne vem, karkoli, pač nasploh za življenje, pa za mogoče kakšno telesno aktivnost. Takrat se mi zdi, da si ti fit, pa ko si sposoben zdaj prehoditi 5 ali pa 10 km na dan, brez da bi imel pol en teden muskli fibra, ali pa te, ko sem že zadnjič nekaj enkrat omenil, če te mama ven kliče, da moraš iti drve sekati ali pa skidati, da pač to znaš narediti. To je v bistvu fit, pa da si sam zadovoljen, ker tudi pač mentalni vidik pride v ta pogled, ne samo fizični vidik, da pač ti ko vidiš enega, ko je na primer bodybuilder ali pa bodybuilderka na odru, tista dva sta dejansko najmanj fit. Ja, sej zgleda ta mišična masa lepo, vsaka čast, sta ne vem koliko let delala za to. Samo, če bi jima takrat rekel, da ne naredita neko fizično aktivnost, bi pač crknala. Zaradi tega, ker tam zgledata, tako zgledata, sam za ne vem, par minut ali pa par ur, pa nazaj ne zgledajo več tek zrezani, malo bolj se nafilajo mišice, bolj so pa že bolj fit, ampak še vseeno. Fit je full relativno in pač jo bo vsak drugače definiral. Tako da, fit si takrat, ko si zadovoljen sam s sabo, pa imaš dovolj energije za pač nasploh za life. Ok, naslednjo, zato mi je full všeč. V bistvu je bilo vprašanje, kako bi razložil eno substance. Ne vem točno, kaj je hotel tule vprašati oziroma hotla, ampak načeloma je meni najboljša razlaga oziroma taka zanimiva razlaga glede psihadeličnih substanc, tako so naprimer DMT, ayahuasca, psilocibin, MDMA, karkoli, na tak način. Če bi si mi zdaj pogledali iz vidika znanosti, mi imamo eno zvezdo, ko jo pač ne vidimo s prostim očesom. In pač, če jo mi hočemo videti, bomo mogli teleskop uporabiti, da bomo lahko to zvezdo videli. In zdaj mi moramo prvo kot prvo teleskop usmeriti v pravo smer, da bomo videli to zvezdo. Pa ko usmerimo v pravo smer, da bo pač njena svetloba prišla do nas, moramo mi izostriti stekla, ko so noter v teleskopu, zaradi tega, da pa se svetloba odbije tako, kot je treba, da lahko izostrimo in dejansko vidimo tisto zvezdo. Ok, zdaj se pa vprašamo, a če mi ne bi imeli teleskopa, tista zvezda ne bi obstajala ali bi še vedno obstajala? Odgovor je, da bi zvezda še vedno obstajala, sam pač mi je nismo mogli videti, ker nismo imeli sredstva za to. Ok, kaj pa če so pol psihadeliki, teleskop, ki nam omogoča, da lahko izostrimo drugo realnost, ko skozi obstaja, samo da je ne vidimo, dokler da ni v našem telesu neke psihadelične substance, tako je na primer psilocibin. Lahko bi si dejansko predstavljali gobe kot teleskop in psilocibin, ko bo pol v naši krvi, kot izostritvena okenca oziroma izostritvena ogledala. Na tak način v bistvu si jaz predstavljam psihadelične substance. Jaz mislim, da obstajajo druge realnosti, pač to zdaj ne pomeni, da mogoče pa obstajajo realnosti, kjer bomo ne vem kaj videli, ampak že če mi samo pogledamo, da naša realnost, pač to, kar mi vidimo, kar mi imenujemo realnost, je mislim, da 3 ali 5% svetlobnega spektra, zaradi tega, ker mi samo 3 do 5% svetlobnega spektra vidimo in to, kar mi vidimo, nam predstavlja našo realnost. Se pravi, mi vidimo 3% od 100 mi vidimo, 97% pa ne. Se pravi, dejansko je realnost iz vidika svetlobe veliko bolj drugačna, ko jo pa mi vidimo. Na tak način izgledam psihadelične substance. No. To je bilo v bistvu fora. Naslednje vprašanje je bilo pol tvoje mišljenje o 5 v športu, kot so EPO, ki je hitrejša regeneracija, je več treninga. Se pravi, v nedovoljenih substancah v športu je zanimalo enega oziroma eno, se mi zdi, kako je moje mnenje. V bistvu moje mnenje je to, da prvo kot prvo nimam nič proti temu, če en to sam dela, zato ko to sam hoče, ne zato ko je prisiljen. Se pravi, če se ti odločiš, da boš na nedovoljenih substancah, pač bo na nedovoljenih substancah. Preberi si, kaj se zgodi, če si, pa če pretiravaš, pa je pol to vse na tebi. Ampak moti me pa, če si hinavc, se pravi, to pomeni, da si v nekem ekipnem športu ali pa v nekem športu, kjer tekmuješ z drugimi, pa je prepovedano jemanje nedovoljenih substanc, kot so naprimer neki doping fore, takrat pa je moje mnenje, da si pač hinavc in da pač ko te enkrat dobijo, si doživljenjsko banan za kjerkoli šport. Zaradi tega, ker so pokazale raziskave, zdaj ne vem na ljudeh, ampak na podganah ziher, da podgane, ko so bile enkrat na, mislim, da so uporabljali testosteron, da ko so bile enkrat na testosteronu,
so naredili pol nek cikl in so jih imeli 3 mesece ali pol leta do istega testosterona in pol so spet naredili trening. In so imeli placebo, mislim ne placebo, kontrolno skupino, kjer niso bili na testosteronu in skupino, kjer je bila. In so dejansko po pol leta, ko že niso več jemale testosterona oziroma dobivale testosteron, so še vseeno za 20 ali za 30% hitreje povečale mišično maso v istem času. To pomeni, da dejansko, ko si ti enkrat na nedovoljeni substanci, tudi če celo življenje potencialno pol niči več, imaš vedno prednost pred svojimi sotekmovalci oziroma pač svojimi nasprotniki. Tako da, ko te enkrat dobijo, da si na dopingu, žal v testem športu oziroma v nobenem športu nimaš več kaj za iskati. Zaradi tega, ker tam je jasno pravilo, da se pač nedovoljene substance ne uporabljajo in pač ne boš ti tu hinavc, pa boš to uporabljal, sorry. Če ne pa tako uporabljajo, da te pač ne bodo dobili. Pa svaka ti čast, vse si hinavče vse, ampak ne te ne dobijo. Tako da, to je v bistvu moje mnenje. Je pa tudi, mislim, da sem imel celo seminarsko pri psihologiji, da smo se sam pogovarjali in da je bila to pač moj argument, da bi lahko mogoče celo naredili 2 skupini, ker imamo teste, ko za pol leta, 1 leto nazaj pokažejo, če si imel kakršnokoli nedovoljeno substanco in bi ti res za ziher pokazali, če si na dopingu ali ne. Se pravi, eno skupino, kjer je doping free, pa eno skupino, kjer pač je doping dovoljen in pač lahko delaš, kar hočeš s svojim telesom. To bo sicer na začetku povzročilo par smrti, par disfunkcij določenih ljudi, ko pač bojo pretiravali, ampak tek se bomo vsaj rešili tega. Je pa res, da je pol ful škoda, ker jaz mislim, da bo zaradi tega itak gledanost bo tam v športu, kjer je doping prevladuje, bo bolj zaradi tega, ker bojo boljši rezultati, hitrejši, močnejši bojo in bo mogoče upadec gledanosti pri športnikih, kjer se to res ne bi smelo uporabljati. Tako da, načeloma je pol mogoče celo najboljša rešitev, samo 100% neuporaba, doživljenjski ban, pa kazen, pa je to. Tako da, to je moje mnenje. Naslednje vprašanje je bilo, povej kaj o vesolju, kar noben še ne ve. Zdaj, tega žal ne morem narediti, zaradi tega, ker jaz lahko povem samo nekaj, kar so neki znanstveniki vedeli ali pa dokazali ali pa karkoli, da je zanimivo, razen če si nekaj izmislim. V glavnem, ena stvar, ko mi je ful všeč, je to, oziroma ful zanimivo, da so ugotovili oziroma predvidevajo oziroma je veliko dokazov, da se vesolje samo kot prostor širi hitreje, ko pa gre svetloba. To zdaj ne pomeni, da se neko telo z maso giba hitreje kot svetloba, zaradi tega, ker prostor načeloma ni nujno, da ima maso, sam je tam, ne. Se pravi, ugotovili so, oziroma vse kaže na to, da se prostor širi hitreje kot pa svetloba. To pomeni, da če nikoli v življenju oziroma če nikoli v prihodnosti ne iznajdemo nekega pogona oziroma neke stvari, ko bo šla hitreje od svetlobe, lahko da nikoli ne bomo videli na začetek vesolja. Zaradi tega, ker pač mi zdaj vidimo, ne vem, na 16 ali na 14,8 milijard let nazaj, zaradi tega, ker je tista svetloba uspela priti do Zemlje. Se pravi, mi vidimo 16 milijard let v preteklost, do velikega poka, ampak tam se nam ustavi. In verjetno ne bomo nikoli videli dlje zaradi tega, mislim, če ne bomo našli pogona, ki je hitrejši od svetlobe. To je mi ena zanimivost. Druga zanimivost mi je pa to, da dejansko to, kar mi vidimo, 100 milijard galaksij, vsaka galaksija ima 100 milijard zvezd. To je pač več stvari, več delcev vesolja, ko je pa peska v naši Sahari, tako veliko stvari mi vidimo. In najbolj zanimivo mi je to, da je to 2 ali 3% mase vesolja. 85% mase vesolja je črna materija, oziroma črna energija, ona druga do 97% je črna materija, pol tete zadnje 3-4% je pa to, kar mi zdaj vse vidimo, se pravi 100 milijard galaksij za 100 milijardami zvezd. To je naprimer zanimivo, če kdo ni vedel. Še zadnje vprašanje, ne vem, zakaj sem dal vsem pod to rubriko za filozofiranje, ampak vprašanje je, živijo, katere dodatke bi priporočal, oziroma katera prehranska dopolnila najbolj priporočaš pripadnicam nežnejšega spola. Zdaj, nežnejši spol oziroma ženske, moški iz vidika prehranskih dodatkov pač nismo nič kaj različni. Mogoče v določenih obdobjih, ko je naprimer menstruacija, takrat se mogoče poveša, ne vem, vnos železa, pa tudi takrat mogoče ni treba, če sam prehrano priredimo temu, da, naprimer, če ful krvaviš, bi še vseeno mogoče povečal železo, ampak to spet testiraš. Enkrat ga ne povečaš, pa vidiš, kaj se ti zgodi, si greš pač v krvi pregledat, pa drugič ga pa povečaš, določen čas, pa testiraš, pa si greš spet testirati kri in vidiš, če ti dejansko kaj pomaga. Teda po moje dejansko železo načeloma edini dodatek, ki bi ga priporočal prav
posebej ženskam v določenem obdobju. Imam pa dodatke, ko bi jih pa priporočal vsem, zaradi tega, ker se itak pač ne razlikujemo tak face spet ne iz vidika tega, iz vidika prehranskih dodatkov, so pa esencialne aminokisline ali pa whey beljakovine, pač sam zaradi vnosa beljakovin, ker pač opažam, da jih ima večina populacije premalo. Druga stvar so omega-3, zaradi tega, ker enkrat na teden ribe niso dost, oziroma niti ne 3-krat na teden, ker se je naprimer tudi zdaj pokazalo, da ko so naredili pregled populacije, ne vem, mislim, da je bilo 13 000 ljudi ali nekaj takega, so pogledali, da tisti ljudje, ko so imeli omega-3 indeks zrihtan, so imeli boljše kardiovaskularno zdravje nasploh in mislim, da je bilo to povprečje 2000 mg EPA pa DHA olja na dan. To ne dobiš od ene ribe, še posebej pa ne od ene ribe na teden. Tako da, že ena riba na teden je super, ampak še vsem, kot suplementacijo priporočam to, razen če res vsak dan poješ ribe, oziroma vsaj 5-krat na teden malo več. To se pravi, esencialne aminokisline whey, omega-3, mogoče bi gledal še na povečano vitamina D v določenem obdobju, se bo tule tudi pokazal video, ko je bila narejena študija na slovenski populaciji, pa sem obnovil, pa povedal, da moramo paziti. Še posebej, naprimer, zdaj se vel govori o vitaminu D, ko je pač stanje tako, ko je. To so v bistvu 3 dodatki, ko bi jih priporočal mogoče vsem, pa mogoče kaj za spanc, ki pa tudi ga ne rabiš, če imaš porihtan cel režim. Jaz pač jemljem še magnezijev bisglicinat zaradi tega, ker pač vidim, da še bolj spim. To je pa to dodatkov, pa ženske pa moški se ne razlikujejo ful. Seveda je itak pomembno, ko ima ženska neko določeno bolezensko stanje, ko ga pač moški nima, to je zdaj druga, ampak če predpostavim, da je populacija, naprimer, da imamo zdravega moškega, zdravo žensko, ko ima kakor toliko optimalno delovanje, ko ima kakor toliko optimalno prehrano, fizično aktivnost, spanec, pol mislim, da je edini dodatek železo takrat, ko bolj krvaviš. To je pa to. Ok, to je pa v bistvu to. Po dolgem cajtu sem spet naredil en Q&A zaradi tega, da bo vse malo bolj na easy, pa upam, da vam bo všeč. Če imaš še kdo kako vprašanje za naslednji Q&A, naj samo pusti komentar. Če je komu bil zanimiv video, pa misli, da bo komu drugmu tudi, naj ga deli. Drugače pa hvala za ogled, pa se vidimo v naslednjem videu. Ajde!